V petek, 22. maja leta 2009, sredi vročega dneva, se je v Košakih na novi cerkveni arhitekturi v župniji blaženega Antona Martina Slomška zgodil pomemben napredek. Po 17 letih prizadevanj, da bi nova župnija dobila tudi svoje najpomembnejše središče, svojo cerkev, so na zvonik dvignili veliko kovinsko kroglo, ki izraža pomembno simboliko in iz katere bodo vabili novi zvonovi. Gospod Ivo Goropevšek, odgovorni projektant arhitekture in avtor te arhitekture cerkve blaženega Antona Martina Slomška tukaj v Košakih. Zelo veseli smo, da imamo priložnost danes govoriti z vami za program televizije Exodus. Povabljeni, da smo prisotni, ko se danes dviguje ta lepa rdeča kupola na vrh novega zvonika. Kakšni so danes vaši občutki ob tem dogodku? Najprej lep pozdrav, lepi občutki in tudi jaz sem vesel, da ste nas obiskali v tem krasnem košaškem kopečku, hribčku, ki ga je pater Franci, pivec, ki je žal pokojni, uspel pridobiti za postavitev te cerkve. Njemu najlepša hvala in največja hvala, da je to uspel, ker po 16 letih naporov, ki so jih vlagali skupaj s krajani, so našli po moje parcelo, hribček, vinograd, ki po moje odraža veličino Slomška. Jaz večkrat komentiram, da če bi bil Slomšek živ, bi si po moje sam izbral ta prostor. Ta prostor vedno čutim kot njegovo pesmico. En hribček bom kupil, bom trtec sadil, prijatelje bom vabil, še sam ga bom pil. In to je najlepša zgodba, ki se lahko zapiše v tem današnjem času. Vesel sem tudi, da nam je uspelo priti do te faze, da lahko tu skupaj sledimo tej postavitvi krogle. To kupola je en drugi element cerkveni, ki je tu tudi že vgrajen. To je krogla, zvonica, krona zvonika, ki je tu zasnovan v tej obliki, da bo vseboval potem v tej krogli 3 zvonove, ki bojo pač, kadar se bojo pač zgodili, jih bo možno namestiti. Tako da tudi tu brez zvonov cerkev ne bo, to se pravi ta klic v nebo preko zvonov in pa klic krajanom, ko jih vabi v to novo svetišče. Torej sama ideja, pravite, skupaj s pokojnim patrom Francijem Pivcem, mariborskim frančiškanom, kako pravzaprav pride projektant oziroma arhitekt do tega, da mu je zaupana tako odgovorna naloga? Jaz vedno pravim, da je to božji dar. Če imaš priliko zgraditi kot arhitekt cerkev, najprej je zasnovati skupaj z naročnikom, v tem primeru to je bil pater oziroma župnija Maribor Košaki, ki tu za to cerkvijo, jaz mislim, celo nastaja v eni bolj trdni obliki, ker svetišče tu niso imeli do zdaj, so gostovali v krajevni skupnosti in v enem malem prostoru in tam so najemniki in vršijo pač vse obrede, ki so za katoličane potrebni. Zdaj, pater se je odločil, da bo povabil več arhitektov v en tak mini natečaj. V končni fazi je potem prišlo do 3 predlogov. Kot pravim, sem imel to srečo, da sem bil povabljen in tudi to srečo, oziroma kot pravim, to je božji dar, da sem bil izbran.
s tem, da so bili 3 različni predlogi in je bil ta ocenjen kot za ta prostor najbolj primeren. Zdaj, kako bo zaživel ta objekt, ta svetišče, bo predvsem odvisno od krajanov, od teh katolikov tukaj na tem prostoru, ki bodo s tem objektom živeli in ga bojo tudi uporabljali za svoje življenje tukaj, ta duhovno rast. Zdaj, na tečaju, kot pravim, je bila osnova pač tisto, kar v cerkvi naj bi bilo, ne. Osnovno je ta ladijski prostor, v katerem bo obredi, kjer se zbira občestvo okoli duhovnika in se posvečajo potem maši. Zdaj, ta novi koncepti, ki so meni blizu, sem nekako prakticiral že skozi Pobreško cerkev, ki smo ga skupaj z pokojnim Pečenkom zasnovala, je sličen tudi temu tlorisu. To pomeni svetišče okoli oltarja, občestvo, ki sodeluje pri maši in je tu pač osnovno mera, ki jo moraš dati, število sedežev. V tej cerkvi Slomšku posvečeni je bilo predvidenih 200 do 250 sedežev, to bojo klopi, in pa nekaj stojišč, okoli 100 stojišč. To je tista osnova, ki ti da potem neko osnovno mero, da potem vse ostale funkcije, ki zraven sledijo, zakristija, pa potem stranski prostori za ministrante, pa potem še kateheza, to so veroučni prostori, pa tudi prostori za starše, za obiskovalce, in pa župnija kot stanovanjski del, kjer župnik živi skupaj z kakšnim gosti ali pa z kakim ostarelim župnikom oziroma gospodinjo, ki jim tudi streže potem tukaj, da lahko živijo. In ta koncept je treba potem zasnovati v neki stavbi, v neki obliki, ki je najbolj primerna za vso to dejavnost. Osebno sem se pač odločil in poskušal predlagal to rešitev, ki se tu zdaj izvaja, da je to kompaktna forma, na zunaj objekt, ki je položen v ta prostor spoštljivo, dotakne se te lepe krajine, tu najmanj posega v naravo in potem tudi tu zaživi s tem okoljem. Zdaj je pomembno potem tudi, koliko je tu sredstev možnih, da kaka naj bo vrednost oziroma koliko si smemo privoščiti, ne. Ta žal vedno pri vsaki stavbi prisotna, tako je tudi tukaj. Tako da sem moral misliti tudi na racionalnost, na rešitve, na kvaliteto gradnje, da bo to objekt, ki ne bo služil samo nekaj let, ampak da bi naj dočakal, tako sakralni objekti, ta svetišča so tudi 100 in več let, ne. Zdaj, to je ta osnova, okoli katere potem se zgodi zasnova in potem pač treba oblikovati še formo. Tu pa smo na tankem ledu, ne. Predstave o cerkvi so zelo različne, tako da tudi nova sakralna arhitektura je okoli nje je dosti polemik in je pač to avtorsko delo, ki ga moraš znati zagovarjati, da je to tisto, kar bo vernikom služilo kot cerkev, da je bodo v cerkev radi hodili in da jo bojo sprejeli za svojo cerkev. Torej za nepoznavalce tovrstnih arhitektur bi lahko rekla, gre za enoladijsko cerkev? Enoprostorno, enoladijsko, tako je, s tem, da neke elemente pa jaz vedno uporabljam še zraven kot neke stranske ladje, ne. To je v tem primeru ta naš zunanji hodnik, ki pa se samo nakazuje tu pri stranskih odprtinah, da se to najsvetejši del obide, ker je ta koncept tak narejen, da je tudi od vhodnega dela, ki se ga tukaj bomo malo razložili, kako je,
proti župnišču, da se ta funkcionalno odvija, da tu ni zmede, da tu ni nekih motenj obredov in tako dalje. Ne. Torej, poleg glavnega dela, glavne ladje v cerkvi, je odzadaj velik atrij, v katerem naštevate, da gre za zakristijo, učilnice. Ta atrij je priključen k glavni temi ladji cerkveni, ki je tu pač okrogla, kot en kvadrat. To je ta povezava okroglega nebeškega z kvadratom zemeljskim in ta simbolika, ki jo tu želim večkrat vključevati z temi kroglami, z okroglimi formami, z temi prepoznavnimi elementi, arhaičnimi, ki so preverjeni, da je to v zgodovini se uporabljalo in se tudi v simbolni ravni se še vedno v cerkveni arhitekturi uporablja. Ta atrij ima še namen, da je to kot dnevna kapela, ki nima tu poseben prostor, ampak je vključena kot prezbiterij, podaljšek prezbiterija cerkvene ladje, še kot na drugo stran potem za dnevno mašo, ker te velike ladje se uporabljajo po zimi sploh, ko se ogreva ločeno, se uporablja za nedeljske maše in pa praznične, ko je več ljudi. Ko pa prihaja pač čez teden manj ljudi, takrat se potem v manjšem prostoru enako jutranja zvečerna maša odvija. In ta atrij ima vključeno na obeh straneh še potem v pritličju pač te prostore, ki so za starše ali pa mala mini jedilnica, pa potem prostori za župnika pisarniški, kjer on to potem z druge strani sprejema, pač vodi to župnijo in v nadstropju tega prostora župnišča, ki ima tudi funkcijo kateheze, sta še dve učilnici za verouk. Kakšne so imeli? Zgoraj so še pa potem stanovanja za župnika, kot sem rekel, to je pa v drugi etaži, v zadnjem delu, ki ga potem proti parkirišču obrnjeno. Tako da ta cerkev je postavljena vzhod-zahod, na zahodni strani pride še iz tega nižjega terena, pride potem 44 stopnic z klančinami, to je pa to svetišče, to slavnostni dostop do te vhodne niše, kjer je zvonik postavljen v to nišo, ki pa ima tudi trojna vrata za vhod v zvonik, se stopi in istočasno v cerkev. Kakšno predstavo so imeli in želje naročniki, denimo pri tem vhodu? Kaj predstavlja ta velik vhod v cerkev, pa tudi ta krogla, ki ste danes dvignili na vrh zvonika? No, ta vhod je vedno bil pri bazilikah nakazan kot ena vhodna niša, ki te je peljal proti vhodu. To so bili ti portali, ki so bili oblikovani v preteklosti in so nakazovali vhod v cerkev. Odprtost verjetno. Tako, pa tudi nek prehod iz profanega v sakralno, iz dnevnih problemov v duhovnemu razmišljanju. In to vodi in kliče, ne, ta nagovor sem dobil po Slomškovih pripovedih, ko je kot pastir pred svojo cerkvijo klical svoje kolege, prijatelje, pastirčke in so sedeli pred vhodnimi vrati na pragu in jih je vabil v cerkev in pripovedoval in jih je s tem pridobival k veri. Ne. In tu sem isto iskal en nagovor župljanom, pa tudi ostalim, ki bodo prihajali v to cerkev, da jih ta vhod vabi v notranjost, da si pogledajo, zunaj je zaprta, stroga forma kvadrata, to je ta simbolika je tudi v dolžini, v višini, v širini, v nekem modulu in to se potem odraža v tem pravokotniku, ki se imenuje dolgi kvadrat.
In to je ta tloris, ki je v nekih osnovnih merah ta dolgi kvadrat. In ta kvadrat ima to vhodno nišo z tem zvonikom, ki pač je tu postavljen v vhodni portal. Sama krogla pa bi v tem primeru predstavljala, krogla z križem je predstavljala sploh v simboliki neko mogočnost. Vladarji so to dostikrat imeli krogle, ali pa v simboliki tudi pri papežih je bila krogla s križem. In ta krogla pomeni nekaj najmogočnejšega, ne v smislu premožnosti ali pa v neki materialni dobrini, ampak enostavno o neki veliki moči, o tem nebeškem, o katerem sanjamo, je to vrh tega zvonika, ki pomeni tudi tu kliče, zvonik kliče vernike k maši, jih kliče iz vsakdanjih problemov k tistim, ki jih po moje napolnjuje v duhovni rasti pa v duhovnem razmišljanju. Tu smo pa izrabili še pač ta kroglo kot prostor, v katerem bojo zvonovi. To je pa ta zvočni nagovor, poleg Božje besede, ki se odvija v cerkvi, je to navzven ta klic občestvu, ki se pač vabi v to svetišče. Vaše delo je bilo tudi gotovo dobro načrtovati, kako se bo ta nova arhitektura skladala s tukajšnjim okoljem. Ja, vse to je ta arhitektov problem, ko je danes v poplavi vse mogočega, treba najti tisto zmernost, ampak vseeno, da nisi stereotipen, da imaš za današnji čas zapišeš vse nekaj nove arhitekture, tudi v sakralni, je tu treba predvsem najti nek kontakt kot sem že rekel, z krajani, da sprejmejo to. Zato sem jaz tu imel tudi zagovore, predstavitve, predno smo šli v sprejetje tega projekta. Glede na večino drugih cerkvenih objektov v Sloveniji in po svetu, lahko rečemo, da je ta cerkev tukaj v Košakih moderna arhitektura. Kako se spopadate s tem v okolju, v katerem še zmeraj prevladuje nekako staro mišljenje, da bi cerkev vendarle naj bila takšna, kot bi naj bila cerkev, kot smo je vajeni, starih arhitektur, ne modernih, denimo. Zaupajte nam, kako so sprejeli tukajšnji župljani, te nove župnije v Košakih, ta predlog, da se zgradi tako moderna arhitektura. No, jaz spoštujem mnenje vseh in razumem, da smo različnih veroizpovedi oziroma gledanj, tudi različno živimo in to je treba spoštovati v enem okolju, kjer pač sobivajo različni pogledi ljudi. Ampak kot katolika me je vedno nagovarjal Plečnik, ki je rekel, ker je učil obrtnike, ker je bil globoko veren, ker je veliko naredil za sakralno arhitekturo, je rekel, da je treba napraviti idejo za cerkev, ker on tudi bil modernist, kljub temu, da so njegove cerkve takoj prepoznavne kot sakralne. Ampak je bil na začetku moderne je bil. In dosti novitet je napravil, si ogledal ogromno starih cerkva, ampak vseeno vztrajal na svojem pogledu in je rekel, ideje te mora biti strah kot arhitekta. Potem veš, da si na pravi poti, da boš uspel nekaj napraviti. In tu je ta strah prisoten, kako bojo ljudje to gledali na to, če si boš kaj preveč dovolil ali boš uspel to izpeljati. In ta motivacija preprosto bi mora obstajati. In tu sem
pač so bili različni pogledi, krajani so jasno, ne morejo imeti predstave, ki jo imaš ti, ko snuješ nekaj, da pa še sam se zalotim, da vsega ne vidim v tridimenzionalno, kot je recimo samo na papirju, danes pa sploh samo na računalniku. Prej se je to malo dalo, prej malo otipati. Sicer smo naredili model, ampak vseeno to je težko ljudem dati vizijo, kako bo to izgledalo, kako bo to veliko. To danes ugotavljajo veličino tega prostora. Vse skupaj so si predstavljali tudi izvajalci, da bo to ena kapela. Ampak to je nemogoče iz papirja začutiti to, kar bo nastalo. Tako da tu sem pač prisiljen sprejeti tudi kakšno kritiko, tudi kakšno prijazno besedo, ki pa v življenju je tak, da to ni tisto, kar bi te odvrnilo od osnovne ideje, misli, ki pa jo, zato pa smo arhitekti, da pogruntamo kaj novega tudi, drugače ne bi bilo razvoja, drugače ne bi bilo to nekih napredkov in tudi jaz probam, kot je Plečnik svoje obrtnike učil, probam tudi s temi novitetami, tudi izvajalce, ki to napravijo, jih spodbujati k temu, da tudi kaj drugače naredijo, kot so navajeni. Ker na koncu jaz vedno vidim, da so tudi ti ljudje potem zadovoljni, čeravno so imeli več dela, pa ni bilo tisto, kar so navajeni delati, ker je to neki unikum. Sakralna arhitektura je čist nekaj posebnega in je prav, da je tak, to je najvišjemu namenjeno Bogu. Za shajanje pa kontakt potem z ljudmi. Tako da tudi oni čutim, da so potem zadovoljni, da so imeli to priliko to narediti in že zdaj opažam, da so ti izvajalci, predvsem jeklenih del, ki so tu zahtevnejša, že zadovoljni in so tudi uspeli napraviti to, kar sem nekako mislil, da bi naj bilo. Hvala lepa za vaše odgovore. Ja, hvala vam tudi za obisk in da ste me poslušali. Investitor projekta Župnija Košaki Maribor, projektant Gradis, biro za projektiranje Maribor, odgovorni vodja projekta pa, kot mi povedo nekateri navzoči župljani, ugledni profesor Vukašin Ačanski. Izvajalec del SCT, delniška družba iz Ljubljane. Programsko izhodišče je torej podal že pokojni frančiškanski pater Franci Pivec, ki je v srcih domačinov kot prvi upravljalec tukajšnje nove župnije postal posebej močno zapisan. Pater Jože Urbanija, nekako nenačrtovano ste sprejeli upravljanje nove župnije v Košakih blaženega Antona Martina Slomška po smrti vašega sobrata, patra Francija Pivca. Kako bi ocenili njegovo delo in prizadevanje za to novo župnijo? Ko gledamo novo cerkev, danes smo pogledali postavitev krogle in križa na vrhu zvonika, se samo čudimo, koliko stvari je bilo treba pripraviti, da to danes stoji. 10 let se je prizadeval, iskal razna dovoljenja, veliko je bilo sestankov, dogovorov, pogovorov in tako naprej. 4 leta sem bil samostalno skupaj z njim in se večkrat spomnim, kako je pripovedoval, kaj načrtujejo, kaj je uspelo, kaj ni uspelo, kaj še čakajo, kakšne načrte imajo. Ko sem prej govoril tudi s tukajšnjimi župljani te nove župnije, so mi povedali, da zelo pogrešajo patra Francija Pivca, pa me zanima, kako so sprejeli vas kot novega upravitelja te župnije. Patra Francija so imeli zelo radi, tudi sam je bil po naravi človek, ki se je znal približati ljudem in tudi s svojim nastopom in svojim smehom in optimizmom je tudi njim dajal pogum, da so šli v ta projekt. Ko sem prišel sem pač prišel začasno in tudi mene so sprejeli, so hvaležni
kot vse posod, kdorkoli kaj dobrega napravi, dobro delo in dobrota vedno leti tudi na odprto srce. Kaj mislite o ustanavljanju novih župnij v Sloveniji, denimo te v Košakih? Kakšno mesto bo imela ta župnija v mariborski nadškofiji? Ker je posvečena Blaženemu Antonu Martinu Slomšku, ima posebno mesto in smo tega še posebej veseli. Tukaj je velik teritorij, ki ga obsega ta župnija, veliko je raznih zaselkov in ko bo cerkev odprta, upam, da bodo z veseljem prihajali tudi v to cerkev. Kdaj se načrtuje posvetitev nove cerkve, kdaj bodo dela zaključena, kdaj bo cerkev predana svojemu namenu? Težko rečemo, kdaj bo vse urejeno in pripravljeno za bogoslužje, kdaj bodo tudi vsa dovoljenja. Upamo, da bomo jeseni že lahko imeli bogoslužje v novi cerkvi. Hvala lepa. Prosim.